Svoj navdih črpate iz slovenske ljudske dediščine. Odkot vam tak velik interes za slovenske ljudske pesmi? Pravzaprav je ravno par dni nazaj minilo 10 let, odkar se s tem ukvarjamo, in začeli smo kot en tak eksperiment, kot eno zanimanje, ki nas je vsakega posebej gnalo že od otroštva, ampak glavni krivec je pa Boštjan Narat, ki nas je seveda združil tistih 10 let nazaj, in danes smo tukaj, kjer smo. Nastopali ste tudi v tujini. Kako vašo glasbo sprejemajo v tujini? Moram reči, da zelo dobro, da na večini festivalov, kjer nastopamo, pridemo kot kar precej velike zvezde, kar je dosti presenetljivo tako za nas, kot za verjetno slovensko publiko, glede na to, da se imamo Slovenci za tako majčkene pa tako skromne. In velikokrat, ko gremo ven, igramo po en koncert, nikdar ne hodimo na turneje, in mislim, da je to kar precejšen luksuz. Na najnovejšem albumu Noč čarovnic ste poleg iz slovenskih ljudskih pesmi črpali tudi iz slovenske poezije. Kako to, da ste se odločili za takšen podvig? Ja, pravzaprav se je začelo s tem, da s srečanjem s Svetlano Makarovič. Mislim, da je to sprožilo en val enih idej, ki je potem botroval rezultatu, ki ga lahko slišite danes. Svetlana nas je nekako vzela za svoje in nam dovolila pravzaprav uporabiti svojo poezijo, kar se zgodi precej redko, ne dovoli vsakomur, in mislim, da to ni samo darilo, ampak je predvsem naloga, in če ti Svetlana to da, to moraš narediti.